Dobar dan, otroci. Zdravo. Kako se vam zdi, da ste lahko na tak lep dan šli ven? A bo v redu? Ali boljš, ko pa nater? Jaz vas lepo pozdravljam na našem čebelarskem Ringaraja. Kot ste videli, imamo 2 čebelice na obisku danes. Tule bojo malo z vami čebelice. Pomahajta čebelici. Le, ona čebelica sam cukrčke gleda. Tak je, čebelice imajo strašno rade sladko. Bojo čebelice z nami, poslušale pravljico, potem bojo šle pa malo na obhod, a ne? Tako da naj vam sam čist na kratko povem, zakaj se danes te čebelji Ringaraja dogaja. In sicer zato, ker smo mi v okviru ena skupina po Sloveniji, se nas je zbrala, ki imamo radi čebelice in smo naredili en tak projekt, da bi omogočili otrokom, da se vključijo, da kaj spoznajo o čebelicah, čebelarjenju. In tako smo naredili tak čebelarski kotiček, ko je tu, si ga boste pol malo bližje pogledali. Namenjen je, da se poučite o čebelarjenju, pa tudi, da se poigrate. In sicer vse to, da nam je pa omogočil Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, ki tudi sofinancira ta projekt. Tako da dovolj o tem, zdaj bomo pa se bolj posvetili otroškim zadevam. In sicer vas vabim najprej na pravljičnih 5 minut, da Deja iz knjižnice Ravne nam bo prebrala eno lepo pravljico. Jaz si vas želim, da vi malo bliže pridete, da me boste vsi slišali, pridite malo bliže, zdale besedi. Tako, super, čisto dovolj. Zdaj pa, da se pripravimo najprej na eno super pravljico. Povejte mi, kako se oglašajo čebelice? A se? Zdaj pa poskusimo, da se pripravimo na pravljično urico, a poskusimo še, pokažite palčka, oba palčka pokažite. Zdaj si pa s palčki zamašite ušesa in z ostalo roko si prekrijete oči. In ko boste imeli prekrite oči, še enkrat rečete, tako kot se oglašajo čebelice. A se tako kaj drugače sliši? Vse, a ne? Super. A ste pripravljeni na urico, na pravljičnih 5 minut? Jaz sem danes za vas pripravila pravljico tako težka beseda, čebelčnjaček. Čebelčnjaček, a ste že kdaj slišali za čebelčnjačka? Aha, niste. No, pa prisluhnite, kaj je zdaj s tem, kdo je ta čebelčnjaček. No, to je Filip. Filip, ja, to je Filip. Pred manj kot mesecem dni se je iz jajčeca in bube preko ličinke razvil pa saj še sam sploh ne ve, kako naj si reče. Odločil se je, da odgovor poišče pri vse vedi čebeli Leli. Opazil jo je pred njihovo hišo, kjer se je gibala skupaj s čebelico Špelico. Kaj pa počneta? Ju je z zanimanjem, hkrati pa navdušenjem nad njunimi gibi vprašal Filip. To, Filip, to je čebelji ples, mu je ponosno povedala čebela Lela ter mu hitro pojasnila. Ravno sem prišla s čebelje paše, malo si bom odpočila, namesto mene pa bo tja odšla čebelica Špelica, da bo lažje našla najlepši kraj, kjer so cvetlice z največ nektarja, ji tako pokažem pot. Kar malo prestrašen in čisto potihem je vprašal. Čebela Lela, če si ti čebela in je Špelica čebelica, kaj pa sem potem jaz?
Malo je premislil, nato pa nadaljeval. Ali to pomeni, da sem jaz čebelčnjak? Ne, mu je s prijetnim nasmehom odgovorila čebela Lela. Filip je razmišljal in nadaljeval. Kaj pa čebelan? Ne, tudi to ne, mu je prijazno odgovorila čebela Lela. Vendar Filip se ni vdal, razmišljal in našteval je dalje. Čebelko, čebelčnik, Žal, ti še ni uspelo najti primerne besede, sta pa bili dve besedi zelo podobni besedama, ki jo poznam. Ena izmed njih, ki jo poznam jaz, je čebelnjak. To je naš dom, naša hiša pisanih barv, v katero se vedno veselo vračamo z čebelje paše in za katero z veseljem skrbimo vse čebele delavke. Druga beseda pa je čebelar. To pa je tisti gospod tam, ki skrbi za nas in nam v času, ko ni veliko možnosti za čebeljo pašo, prinese sladkorni sirup, na to lažje pridelamo med. To je naš čebelar Charlie, ponosno pove čebela Lela. Je navdušeno vzkliknil Filip. Jaz pa sem se ravno spraševal, ali se moram tega gospoda bati ali ne. Vsekakor ne, mu zagotovi čebela Lela. On je zelo prijazen. Hvala, da si mi vse to povedala, ampak še vedno ne vem, kaj sem potem jaz. Filip, kaj? Je kar malo žalosten spraševal. Ti si pripravljen? Ti si trot. Kako to misliš, trot? Če pa so vse besede, ki jih sedaj poznam, pričnejo s črkama Č in E. Čebela, čebelica, čebelji ples, čebelja paša, čebelnjak, čebelar. Le jaz sem trot, je žalostno zaključil Filip. Ravno v tem času se je domov vrnila čebelica Špelica, ki je slišala zadnji del pogovora. Čebeli Leli je nekaj zašepetala, obe sta se nasmehnili in nato v en glas vzkliknili. Potem pa boš ti naš čebelčnjaček. Čebelar in čebelnjak. Ti besedi je dobro, da pozna vsak. Čebelar celo leto za čebeljo hrano skrbi in če katera ostane brez nje, le v svoj čebelnjak odleti. V čebelnjaku so panji pisanih barv, vanje vračajo čebele s paše, tam so zelo pridne prijateljice naše. Da primernega kraja za pašo ne zgrešijo, si to pot preko čebeljega plesa sporočijo. Radi rečemo, bodi priden kot čebela in če boš res, bo vsaka stvar bolj vesela. Zato ni pomembno, kdo od nas je čebelica, čebelčnjaček ali trot. Važno je, da nisi falot. Vam je bila všeč pravljica? Super, zelo pridno ste poslušali. Kaj pa tale kotiček vam je všeč? No, vabljeni, zdaj tale kotiček malo potuje, jutri gre še v Prevalje, potem se pa vrne v našo knjižnico in vabljeni, da pridete tudi tja, kotiček, da se pridete sposoditi kako knjigico s svojimi starši. Velja? Dobro, uživaj se še naprej. Tak, zdaj smo slišali eno prav lepo pravljico. Zdaj bomo pa malo povprašali še čebelarje okoli čebelic, kaj delajo in kako. Zdaj bi pa gospod Ludvik prišel in sicer tu imamo enega takega dolgoletnega čebelarja, urejenega. Boste pozdravili, dober dan, čebelar. No, pa vam bo še on malo kaj povedal. Pol bomo pa še na hitrico se malo še kaj drugega zmenili, da se boste še malo poigrali. Tako je rekla naša knjižničarka, kotiček boste pa v knjižnici izkoristili, pa se boste prišli igrati. Tako da. Bom se usedel, ja. Ker sem prevelik, da bom enako velik, kot ste vi. Mi se pa poznamo, a ne?
Mi smo pa bili že skupaj na našem čebelnjaku. A se spomnite? Ste videli čebelice? Dolgo, cel teden je že od tega, kar ste bili pri nas. Zdaj pa bomo mi se malo še pogovorili o naših čebelicah, ki zdaj pridno izletavajo. Pa lahko se pa mi še prej pozdravimo. Kako se mi pozdravimo s čebelarji? Naj medi, nič več tisto ampak naj medi. Ja. Naše čebelice so letos zelo žalostne, ker je slabo vreme, velikokrat dežuje, one letijo na cvetove in bi rade uprašile vse cvetlice, bi rade nabrale nektarja, da bi lahko naredile v panjih pol tudi med. Ampak letos je pa vsaki taki priliki, ko malo sonce posije, za tistim pa dež. In vse tisto lepo cvetni prah in tisto sokove spere in čebelice so žalostne, ne morejo dobiti soka, da bi lahko pol v panjo naredile. To so tiste pridne delavke v panjih, ki pa mi ločimo, najprej imamo matico, pa imamo čebelice mlade, ko se redijo, so po našem imenu čistilke, potem so dojilje, pozneje postanejo pa stražarke in nazadnje delavke. In 5 tednov, ko one letajo okolo, so tako utrujene, pa umrejo. Imajo kratko življenjsko dobo, ampak so pridne. Vse cvetove obiščejo, vse poberejo, pa nam prinesejo v kozarce. Pa ste že kaj poskusili meda? Je sladek, a ne? Dobre. A ga si jedla med? Ja, med je zdrav, v medu je veliko takih hranljivih snovi za otroke, za vse ljudi, ampak za otroke še posebej. In ga morate velikokrat jesti, da boste veliki zrastli, da boste postali čebelarji. A ima kdo čebelice doma? Ti imaš čebelice? Ti tudi imaš. Koliko jih imaš? Veliko. Eno imaš, pa jih moraš paziti, da bo ostala zdrava. Ja. Jaz imam pa 7. Ti jih imaš pa 7, ti boš pa že pravi čebelar, se vede. 150 in pol vam not v panjih naredijo med, ali vi samo kozarc nastavite, pa on nam bo kozarc prinesejo. Kar kozarc prinesejo, seveda je najboljši in treba tamle žlajdrati pa ti. Če pa prinesejo noter v panje, tam pa mi pol gremo pogledat, ko imajo preveč meda, pa ga mi potočimo na točilo, pa ga damo v kozarce, pa ga damo na razpolago vam otrokom. Tako da je prijetno, a boste še kaj prišli k meni na čebeljak. Pa bomo pogledali, pa bomo poskusili v tistih malih žličkah, a vsi lahko jete med. A ima kdo težave zaradi meda? Nimate težave, nič. To že vzgojiteljice vejo, da ne smete, ali pa mamica reče ne, bomo pa malo z mlekom pomešali, pa bo tudi užitno. Pa bomo se pozdravili, pa se videli pol na čebeljako, a bomo še enkrat rekli, naj medi. Naj medi. Hvala za enkrat. Pozdravljeni otroci. Zdaj vam je gospod Ludvik toliko stvari povedal o čebelicah, zdaj že vse veste, a ne? Zdaj slišali ste tudi, da imajo letos čebelice malo manj hrane, a ne? Zato smo pa mi pripravili eno nagradno igro, en nagradni kviz, kjer so za nagrado boste dobili buča semene. Veste, buča se potem zelo razraste in zelo lepo cveti in potem
ta cvet bo zelo dobro nahranil čebelo. Vse čebelice. In ker veste, kakšne so buče, ne, so velike. Ja. In iz enega semena lahko zraste ogromno buč in potem boste imeli še vi veliko hrane. Tako da boste nahranili čebelice pa še sebe. Zdaj pa preden dobite to nagrado, boste pa odgovorili na par vprašanj. Kdo je pogumen, da bo žrebal kakšno nagradno vprašanje? Pa bomo kar skupaj odgovarjali, ali? Jaz sem pa gledal, ker nimamo časa, pa imamo prav. Kako čebele naredijo med? Zdaj pa pozorno poslušajte. Čebele nabirajo nektar in mano na rastlinah jo odnesejo v panj, kjer jo posušijo, da nastane med. Med shranijo v satje in ga pokrijejo z voščenimi pokrovčki. B. Čebele se odpravijo na lov za medom v kuhinje, kjer ga nabirajo, ko jih gospodinje ne vidijo. Kupijo ga v trgovini. Kateri odgovor je pravilen? Kateri odgovor je pravilen? A je prvi? A ne? A ga nabirajo na rožicah ali grejo po med v tuš? Na čebeli, Po rožicah ga nabirajo. Bravo. A tega lahko Odlično. damo, ali lahko mi to obdržimo? Lahko obdržite. V redu, drugo. Počakaš, da boš na vrsti, prosim. S čim se hranijo čebele? Prvič z nektarjem in cvetnim prahom, drugič s kruhom in tretjič z mesom. S čim se hranijo čebele? Kaj? Med pridelajo, kaj, s čim se hranijo? Kaj nabirajo? Kaj nabirajo? Ko grejo na cvetice. Prah. Cvetni prah. Bravo. Okej, bravo. Še eno vprašanje. Zdaj vam gre zelo dobro. Ali 3? Koliko? Koliko mamic je Koliko noter? smo rekli, koliko je mamic? Samo ena. Bravo. Obvladate. Kdo skozi vse leto skrbi za ugoden razvoj in počutje čebel v panjo? Medved, čebelar ali lovec? Kdo? Čebelar. Bravo. Mi pa vse znamo. Majga. Kako čebele naredijo med? Čebele nabirajo nektar. A to je to isto? To ste že odgovorili. Drugi listek. Čebele živijo v velikih čebeljih družinah. Kako se reče čebeli, ki je mati vseh čebel? Matica, matrona ali pračebela? Kako se reče? Matica, bravo, vse znamo. Bravo, čestitam. Za nagrado pa dobite vsak svojo seme, pa ga doma lepo pridno posadite. A ste slišali? Pa boste starši posadili. Super. Vzgojiteljici bomo pa dali še take knjižice, bo dobil vsak svojo, pa si jih boste potem razdelili. Super. Hvala. Hvala lepa. To bomo zdaj deliti. Se ga pa lahko doma odneseš, bo ta z mamico odgovorila, prav? Še več, Jaz že tudi imam doma Zvoli. Pa zelo lepo vsakega bo brez skrbijal. Ko boste mamicam dali, bartekom pa boste na vrtu posadili, pa boste lahko jedli bučkino juhico. Zdaj bomo videla. Ja, upam zdaj, da bomo jih imeli dosti, ko smo jih prešteli. Lahko pa tam zadnji bo še iskači. Zvoli. Imate vsi? A še kdo sem, da vidim? Zvoli. Še ti zvoli. Če kaj? Vsi imate? Pa še lahko tole pa lahko meni daš. Hvala. Super, zdaj pa kar na tisto, pa ne odpirati te, ali? Bomo dali. Hvala, meni date. To boste pa doma odprli, ali?
Ja. A prav? Da boste zgubili zdaj do vrtca. To boste doma odprli, ali? Boste doma odprli, ker je taka malo, ima veseme, da boste bučko posadili, a prav? Ja? Njen dedek je že Dedek je že prišel, super. prebereš, da se napija. Vidim, kako pa prebereš. Ne se odpirati, ne, boš doma z mamico odprla, a prav? Ali? Ali pa zvečer za atekom, ali pa sestrco, ali pa z bratcem, če imate starejše. Pridite malo resno skredno. Zdaj pa, moji otroci, zdaj pa pridite malo sem. Ja, pridite, ko zmene. Vzeli bomo grede, pa boste tule na tla, rožice, čebelice, lahko kakega metuljčka. Jopica se pride. Ja, midva smo čebelarja iz Prevalj. Čebelarjima z 100 do 150 družinami. Imamo 3 lokacije, 3 čebelnjake. En je v Črni pod Peco, en je v Brančurnikovem grabnu, drugi pa na Fari pri cerkvi. Pa tudi oskrbujemo čebelnjak na Uršlji gori. Vzrejamo tudi matice, ki jih pošiljamo po Sloveniji, pa tudi drugod po Evropi. Imamo na razpolago več vrst meda. Zadnjo leto smo tudi namešali nekaj kremnega meda z okusom, naprimer borovnica, ingver pa limona, čokolada, pol imamo med pa kakao, api med. Na razpolago je tudi skozi cvetni prah, propolis, kakšne sveče, na novo je tudi medeni kis. Tudi matični mleček imamo, ko vzrejamo matice in nekaj se ga nabere vsako leto. Tako da na razpolago je še nekaj meda. Pa upajmo na boljše sezone. Tu pred nami je troetažni nakladni panj. Vsaka etaža ima 10 satnic. Razlika med aži, panjem in nakladnim je ta, da je ta na prostem. Bolj preprost je, bolj dostopn je kot pa aži panji, vendar nekateri zaprisegajo še zmeraj na aži panje. Na Koroškem je manj nakladnih panjev, več je aži. Večinoma so čebelnjaki pod streho in se tam tudi v zimskem času da marsikaj narediti, pripraviti, čistiti in tako naprej. Če pa je na prostem, je pač odvisno od narave. V času deževja je nemogoč dostop, sneg pada. Tako da, kakšne prednosti jaz, ker imam aži panje, ne bi vedel, da bi bile boljše. No, to je pa matična mreža, da matica, ki je v spodnjem prvem predalu, ne more skozi, ampak samo čebele. Samo čebele lahko gre skozi, matica je močnejša in ne pride skozi. Tako da matica domuje samo v spodnjem delu in tam tudi zalega. Naslednji del je potem ločen s to matično mrežo in čebele potem samo nosijo med.
Isto velja tudi za tretji del. To ima pa on izkušnjo, Ja. njega bi mogli. No, to je pa ena satnica z osnovo. Medeno osnov, na kateri gradijo potem čebele, sad. Starejši sad izgleda pa tak prazen. To je že med, je že žlajdrana. Ta sad je še uporaben. Uporaben je, dokler se skozi vidi, skozi svetlo. Svetnega aparata. No, kaj še? Med, Koroški med. Čebelarsko društvo Koroške imamo svojo nalepko, med. Koroška strt napisano, seveda po vsemi podatki, dokdaj je veljavnost uporabe, čeprav da je med uporaben neskončno dolgo. To se vidi potem že, ker so v egiptovskih piramidah našli lončene posode z medom, stare več kot 3000 let, pa še danes je uporaben. To se pravi, med je praktično neskončno uporaben, če je pravi. Pravi čebelji med, če ni umetni. To je cvetni prah, ki ga letos tudi primanjkuje. Zaradi deževnega vremena je bilo cvetenja manj in zato se bo poznalo tudi pri jesenskih plodovih manj jabolk, manj češenj, manj vsega bo. Cvetni prah je posušen in ima tudi neskončno uporabnost, suh. Za pomirjanje čebel seveda uporabljamo čebelarsko masko. Pri delu s čebelami se poslužujemo tudi teh palčic iz papirja, celuloza. Čebele so najbolj alergične na dim. To je bojazen čebel. In ko jih pokadimo s to palčko, se pomirijo. Pa lahko delamo potem naprej. Ja, to bi bilo.